Gospod župan, tokratnje prizorišče snemanja soboškega ekrana je nekoliko drugačno. Na sejmišču Pomurskem sejem Agra ste obiskali. Zakaj se vam zdi pomembno, da kar vsako leto se mi zdi obiščete ta sejem? Res je, vsako leto ne samo otvoritev, ampak tudi sicer sejemske dejavnosti spremljam, kolikor je časovno možno tekom celotnega tedna, ko sejem poteka. Sejem je priložnost za vzpostavljanje mrež, poznanstev in pa tudi, da kot župan dobim informacije o tem, kaj lahko kot lokalna skupnost naredi za boljši položaj kmetov in kmetijstva nasploh. Letošnja rdeča nit sejma se mi zdi še zelo pomembna, toliko bolj, ker vključuje mlade kmete. Mi se namreč moramo zavedati, da imamo v naši občini, v Rakičanu, srednjo šolo za kmetijstvo, tudi podiplomski študij kmetijske fakultete in da se z obiskom ne moremo ravno pohvaliti. Zaradi tega se mi zdi, da tudi v okviru tega sejma se bodo najverjetneje pogovarjali o tem, kako stimulirati mlade kmete, da se vključujejo v izobraževanje na področju kmetijstva in kako z novitetami, ki so pravzaprav značilna za mlade kmete, zboljšati tudi položaj kmetov in kmetijstva tudi v naši občini, ki sicer ni tipično kmetijska, je pa kar v dobršni meri. Zadnje je tudi eno največjih kmetijskih, če ne celo največje kmetijsko podjetje, ima sedež na območju mestne občine Murska Sobota, tudi živilsko-predelovalna industrija je tukaj prisotna. Kmetijstvo je vseeno pomembna panoga za celotno regijo. V celoti se z vami strinjam, sicer pa kot mestna občina, kot regijsko središče želimo postati tudi prehrambeno samozadostni s tisto hrano, ki je pridelana v naši regiji in zato tudi na nek način spodbujamo javne zavode, šole, da iščejo dobavitelje v našem prostoru, kjer pridelujemo še vedno, hvala Bogu, zdravo hrano, doma pridelano hrano in s tem tudi konec koncev skrbimo za svoje zdravje. Ko smo se pogovarjali prejšnji mesec, sva pogovor pričela z nogometom, govorila sva tudi o reflektorjih in tudi ob tokratnem pogovoru imate nekaj spodbudnih novic glede morda celo datuma ali pa vsaj obdobja, kdaj bi lahko gledalci na Fazaneriji spremljali tudi nočne tekme. Torej, včeraj sem si ogledal tudi sam položaje, ki so že zakoličeni za nove stebre, za reflektorje in kot sem tudi sam objavil na javnem omrežju preko Facebooka, to je bilo tudi zame vesel dogodek, da sem predvčerajšnjem pravzaprav podpisal pogodbo o gradbenih delih za postavitev reflektorjev na soboškem nogometnem igrišču Fazanerija. Predvsem se mi zdi to vesela novica zaradi tega, ker so se že tudi župani pred mano, ne samo prejšnji, tudi predprejšnji, kolikor sem seznanjen, trudili, da bi do tega rezultata prišlo. Nekako v sklopu srečnih okoliščin nam je to uspelo. Najbolj smo se bali pravzaprav pridobivanja gradbenega dovoljenja iz različnih razlogov, glavnih tudi ta, ker je, kot vemo, v Fazaneriji tudi vodno zajetje. Jaz bi se tukaj zahvalil res vsem inštitucijam, upravni enoti, tudi ARSO-ju, da so izredno hitro pripravili vse potrebne dokumente, torej da lahko govorimo, da bomo v naslednjem tednu že zabrnele stroje, ki bodo pričeli z izkopi, lahko rečemo, nezahtevnejšega dela te gradnje, to je temeljev, 4 temeljev. Moramo vedeti, da je izkop temelja 6x6 metrov, da je precej globok in da je to tudi eden od najdražjih od 4 elementov te gradnje. Ampak pomembno je, da smo začeli. Veliko ljudi me sprašuje, kdaj bomo igrali tekme pod reflektorji oziroma gledali tekme pod reflektorji. Začeli smo z deli. Jaz upam, da se v izboru ponudnikov, namreč celotno ponudbo smo razdelili v 4 faze, ne bo kaj zakompliciralo, potem bo to še letos, mogoče že novembra, decembra, ampak mi se trudimo po najboljših močeh, imamo denar, ki smo ga zagotovili s pomočjo tudi mestnih svetnic in svetnikov, ki so odobrili posojilo v višini pol milijona evrov. Imamo pomoč tudi in pa podporo Nogometne zveze Slovenije, ki nam bo prav tako pomagala z financami in delamo, da bomo čim prej lahko spremljali, kot rečeno, tekme tudi v večernem času, kar bo posledično pomenilo tudi boljši obisk, tudi nekako bolj prijetno gledanje nogometa, ki ga nekako zopet v Soboti dvigujem
dvigujemo na tisto raven, ki smo bili navajeni pred leti, ko je Mura igrala celo v Evropski ligi. Jaz bi rekel, zdaj jutri odhajam tudi na obisk nogometne tekme z Aluminijem, držimo pesti za naše fante in ne pravzaprav popustiti tudi takrat za podporo, ko jim gre slabo. To je normalno v prvi ligi, delamo na tem, da ostanemo v prvi ligi, da se utrdimo in pa da seveda to nogometno zgodbo ne samo v Soboti, ampak v celotnem Pomurju razvijamo v pravo smer. Kar nekaj investicij pa se je prav v meseca avgusta, ki se zaključuje, se je zaključilo oziroma je v zaključni fazi. Morda nekaj tistih, ki bi jih izpostavili, ki bodo pomenili največji napredek na vse zadnje za meščane. Tako je, nenazadnje vsi pričakujemo otvoritev južne obvoznice, to je prve faze vzhodne obvoznice, če temu tako rečemo. Jaz usklajujem z Direkcijo za infrastrukturo datum otvoritve, ki je odvisen tudi od tehničnega prevzema že zgrajene južne obvoznice, pomeni od Tomšičeve pa tja do Bakše. No, nadaljuje se pa, to je za mene zelo pomembno, tudi vsa potrebna dela in opravila za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadaljevanje vzhodne obvoznice do Čarde, kar bo imelo potem nek smisel te obvoznice kot take. Že ta sedaj bo veliko pomenila, ampak končen rezultat bo pa dosežen takrat, ko bo skozi industrijsko cono mimo BTC-ja peljala do Čarde, ker potem se bomo izognili tudi raznim gnečam na Lendavski ulici in vsem problemom, ki so v tej zvezi povezani. Skratka, nekje v mesecu septembru, mogoče začetku oktobra, lahko pričakujemo otvoritev in promet bo stekel po južni obvoznici, ki je že zgrajena. Moram pa omeniti, da smo zelo blizu datuma, tudi ko se bo pa odprlo novo gradbišče. To je gradbišče krožišča pri soboški bolnišnici. Jaz, tako kot pri vseh investicijah, zopet apeliram na gledalke in gledalce, da strpno se ravnajo v prometu, kajti to krožišče bo na nek način motilo promet med Beltinci in Soboto. In zdaj, ko smo se na nek način rešili krožišča, ki bo odprto, gremo v drugo krožišče, ampak spremljati moramo končni cilj, da bomo lahko tisti, ki obiskujejo soboško bolnišnico, predvsem tisti, ki jo zapuščajo z avtomobilom, lahko se varno in hitro vključili v promet, ker to krožišče je nujno potrebno. Mi imamo vse pripravljeno tudi za pričetek izgradnje oziroma prenove Slomškove ulice. Sedaj pravzaprav se odločamo, ali bomo šli v rekonstrukcijo Slomške ulice še v letošnjem letu, kar bi nekako pomenilo, ker gre za velik poseg, težek približno 1 milijon evrov, bi pomenilo, da bi tekom zime gradbišče bilo odprto. Bolj se nagibamo k temu, da bi to investicijo izvedli v začetku naslednjega leta, ker bo to povzročilo manj težav. Ker veste, po zimi, ko so zimske razmere, ko asfalterji ne morejo polagati asfalta, je nesmiselno, da razkopavamo cesto, ki je na nek način že razkopana z jamami in z vsem v bistvu slabim stanjem, v katerim je, in je mogoče boljše, da počakamo na spomladi in se lotimo dela takrat, imamo pa vse pripravljeno. Definitivno pa bomo izgradili parkirišče med Cankarjevo in pa Slomško ulico. Tukaj smo morali ponoviti razpis, namreč razmere na gradbenem področju so take, da gradbeniki postavljajo od 40 do 50% više cene, kot so ocene projektantov. To potem nekako zmede proračun in proračunske postavke in moramo nekoliko vse te stvari tudi korigirati. Ne gre pa samo za investicije v samem mestu, gre pa tudi za veliko investicij, ki bomo odpirali v krajevnih skupnostih. V Markišavcih, v Nemčevcih poteka ena največjih investicij v letošnjem letu, in sicer širitev ceste med Nemčevci in pa Markišavcih. Markišavci, vrednost te investicije, mislim, da slabih 400 tisoč evrov, okoli 370 tisoč evrov, in nadaljujemo seveda tudi z aktivnosti za odprtje zdravstvenega doma, zobozdravstvene ambulante in dnevnega centra, ki ga bomo odprli nekje septembra, oktobra v Bakovcih. Nadaljuje se aktivnosti za pričetek del za sanacijo nevarnega križišča, spremenjenega v bodoče križišče v Satahovcih, v Rakičanu vse potrebno za nadgradnjo gasilskega doma in še za nekatere manjše stvari, na katere opozarjajo Rakičanci.
to so razsvetljava, razna odvodnjavanja. To pa, kar je bilo obljubljeno, bo pa tudi realizirano, to pa je, da bomo 13. septembra, ko bo seja mestnega sveta, bomo sprejeli prve ukrepe za pričetek temeljite sanacije kanalizacijskega sistema v mestni občini. Jaz sem to zagotovil takrat tudi v Črnelavcih in po dogodkih, ki so se dogajali v Črnelavcih. Namreč tudi danes je na sejmu bilo povedano v otvoritvi, da so klimatske razmere takšne, kot so, da se soočamo z do sedaj mogoče nismo bili navajeni teh nenadnih neviht, ki prinašajo v kratkem času velike količine vode, ki jih obstoječi kanalizacijski sistem ne more požirati. Zaradi tega je dolžnost naša, da začnemo z sanacijo celotnega sistema kanalizacije v naši mestni občini, da ne bomo več imeli mešan sistem, se pravi in meteorne vode in kanalizacije, da bomo delali ločen sistem, gre pa, kot se temu reče, športnem smislu za tek na dolge proge. To bo serija investicij, ki bo potekala verjetno 10 ali več let. Mestna občina bo morala vsako leto odvajati milijon ali več evrov za posamezne sklope te investicije. Spremljali bomo evropske razpise, trenutno kanalizacije z evropskimi razpisi ni mogoče graditi v mestnem središču. Jaz sem prepričan, da ta možnost prihodnje bo, ampak to bomo naredili, ker smo to dolžni narediti za naše prihodnje generacije. Če ne, se bomo v soboti utopili. Torej, pomembno morda, da povemo, da ne gre zgolj za nadgradnjo oziroma sanacijo kanalizacije v Črnelavcih, kjer so bile največje težave, ampak na območju celotne mestne občine. To gre za dolgoročni ukrep. Kratkoročne ukrepe v Črnelavcih, kot smo zagotovili, že izvajamo. Gre za tiste najnujnejše ukrepe, s katerimi se bomo poskušali izogniti poplavam v kleteh ob večjih nalivih. Gre za čiščenje obstoječih kanalizacijskih vodov v Črnelavcih in za vzpostavitev novih kanalizacijskih vodov. Skratka, kanalizacija in pa v tej zvezi povezana infrastruktura je zelo pomembna, ne samo za mestno občino Mursko Sobota, ampak za vsako urejeno mesto na svetu. Sicer pa, če se iz investicij nekako premakneva na poletno dogajanje, ki je bilo precej pestro v mestni občini Murska Sobota, to so bili dogodki na Skritem dvorišču, Soboško poletje, letni kino na vse zadnje. Koliko teh dogodkov vam je uspelo obiskati, kakšni so vtisi? Poglejte, povedal bom eno zgodbo, zelo na kratko. Neko nedeljo sem bil na enem dogodku razstavi v sosednji Avstriji. Ko sem se z avtomobilom peljal mimo različnih, kot mi imenujemo, pušešankov, so bili ti prazni. Bilo je zgodaj zvečer in na to sem se odločil, da se peljem skozi Soboto. Ko sem se peljal mimo Trga kulture, tam je potekalo Soboško poletje, je bil auditorij Trg kulture popolnoma poln. Restauracija Zvezda popolnoma polna, kjer se je prav tako nekaj dogajalo. Skrito dvorišče se je izjemno dobro prijelo, tako kot Sočna vilica. Veliko teh dogodkov sem uspel obiskati, vseh ne, ker enostavno ne gre, ker se županov urnik odvija tako, da se dogodki prekrivajo. Vendar se mi zdi, da smo z letošnjim programom skupaj z ZKTŠ-jem uspeli zadeti bistvo, da smo vsaki generaciji ponudili tisto, kar potrebuje. Za vse se je nekaj našlo, in za mlade, in za stare, in to se mi zdi, da je tudi prav, ko se programi sestavljajo, da niso preveč enostranski. V Soboti se bo še dogajalo veliko. Z poletjem, ki ne odhajajo tudi naše aktivnosti. Mi že 28. avgusta pripravljamo tradicionalno 13. prireditev Fronta. To je festival sodobnega plesa, ki ga ni v regiji, ne govorimo o Sloveniji, širše v regiji. In tukaj seveda se zahvaljujem Matjažu Fariču, ki je pripeljal ta festival v Soboto, ki je Soboto dal na zemljevid sodobnega kulturnega plesa v svetu. Namreč prihajajo plesalke in plesalci iz celotnega sveta. In ta prireditev, ki jo mestna občina prav zaradi tega zelo podpira, je nekaj posebnega tudi v tem, ker jo vidijo po celotnem svetu. In sodobni ples, s katerim mogoče marsikdo ni seznanjen, tudi sam osebno nisem bil, je res velik kulturni dogodek. Tukaj Fronta, torej govorim o Fronti v Soboti, in se tudi veselimo tega dogodka. V mesecu septembru bomo imeli tudi nekaj otvoritev. Končno otvoritev tudi Trga zmage, prve faze 18. septembra v sklopu tedna mobilnosti. Bomo združili
na nek način simpatično otvoritev, ki bo nekaj posebnega v tej smeri, da bodo Trg zmage, ki ga bomo zaprli za promet, za motorni promet, seveda preplavili naši osnovnošolci in tisti, ki se ukvarjajo z alternativnimi oblikami prevoza. Poudarek bo na električnem prevozu, električni avtomobili, električni skiroji. Mestna občina Murska Sobota je na pobudo Policijske uprave Murska Sobota prva v Sloveniji, ki bo donirala električno kolo za Policijsko upravo Murska Sobota. In še marsikaj se bo dogajalo tam. Otvorili bomo tudi zelo glasno skakalnico pred evangeličansko cerkvijo, ki smo jo, kot veste, sanirali. Ampak včasih se je treba pošaliti tudi na svoj račun. Se mi zdi, da to daje pestrost življenju in večkrat pravim, da ko mi kdo reče ali pa celo na nek način namigne, da se prepogosto krat šalim, tisti politik, ki nima smisla za humor, je zelo žalosten politik. Zadnji pa tudi takšni primeri kažejo, da meščanom enostavno ni vseeno, kaj se v mestu dogaja, kako se kakšna investicija izvede. Mogoče so celo občani s tem pripomogli k temu, da so se zadeve uredile. Ja, vsekakor. Poglejte, jasno je, da ko mi za svojimi ukrepi posežemo v prometne, gibalne navade ljudi, ki jih vsakodnevno, vsako jutro ali pa nekajkrat na dan uporabljajo, potem je to, če ne drugega, ta sprememba je nek tujek v načinu gibanja vsak dan. Če pa je ta sprememba še mogoče tudi povezana s kako arhitektonsko napako ali pa napako izvajalca, potem se je to še toliko huje. Vedno seveda na koncu je kriv župan, na nek način je to del moje funkcije, tako kot sedaj, ko imamo primer na Noršinski ulici, kjer je prišlo, pravzaprav lahko rečemo, do zapleta zaradi izdaje gradbenega dovoljenja, ker mestna občina oziroma investitor novega objekta ni mogel dobiti gradbenega dovoljenja, ukolikor seveda ni izvedel uvoz na dvorišče v skladu z občinskim prostorskim načrtom. Jaz se strinjam, da je občinski prostorski načrt neživljenjski in da bomo seveda tudi mi v občini zopet tisti, ki bomo v vlogi mediatorja, čeprav bi lahko rekli, to se nas ne tiče, ampak naslednji teden imamo sestanek z obemi vpletenimi podjetji in se bomo sedli skupaj in našli skupaj z nami neko pametno rešitev, ki bo za ljudje sprejemljiva in ki ne bo ovirala njihovih prometnih, gibalnih navad. Morda, če še omenili ste gibanje, omeniva dva dogodka. En je povezan predvsem z gibanjem otvoritev teniške hale, to bo nek, če smo prav razumeli, poseben VIP turnir, pa spet nek drugi dogodek, festival prekmurske gibanice in šunke, pa če s tem zaključimo pogovor. Ja, na nek način sta ta dva dogodka v diametralnem nasprotju, ampak ne. Mi bomo 8. septembra skupaj s Teniškim klubom Murska Sobota odprli teniško halo. Teniška hala je pripravljena za zimo in vse, kar je potrebno, je nameščeno. Ne bo šlo za VIP turnir, ampak za neko revijalni prikaz tenisa. Tam bodo nastopala pomembna imena, o tem več tudi v vabilu. Seveda hkrati pa tudi že tradicionalni festival prekmurske šunke in gibanice, ki privablja vedno več ljudi, ne samo iz regije, ampak tudi izven regije. In v lanskem letu se je odlično prijela ideja, da so iz Ljubljane z vlakom prišli na obisk tudi tisti, ki jih je to zanimalo, okoli 500 gostov smo dobili in se skupaj z društvom, ki pripravlja to prireditev, tudi v mestni občini pripravljamo na njo in vsi seveda vabljeni v prostore našega gradu, na dvorišče našega gradu, kjer se bo ta prireditev odvijala. Gospod župan, najlepša hvala za vse povedano in pa za obisk našega sejemskega studia tukaj v Gornji Radgoni. Hvala lepa, vam pa tudi veliko uspeha na sejmu.